Na kakšen način psi ravnajo v potresih, kako iščejo pogrešane osebe in kako terapevtsko vplivajo na otroke, je zbranim predstavila športna voditeljica in oskrbovanka 5 reševalnih psov. Za dobrega reševalca je fajn začeti od majčkega mladička, to se pravi 2 meseca starega, da trenira delo z nosom ta pes. Potem pa šolanje traja nekje 2-3 leta, da je pes dovolj zrel in pripravljen na izpit za reševalnega psa. Reševalni pes mora imeti rad ljudi in veliko željo po delu, ki zahteva ogromno energije. Ne sme biti premajhen, ne sme biti prevelik, vsekakor mora imeti rad ljudi in veliko željo po delu, ker kakšen len kužek, ki se mu ne bi dalo nikamor premakniti, ne bi bil primeren. Kako pa je videti delovni dan reševalnega psa? Midva prideva na področje, kjer se je oseba izgubila, počakamo vsa navodila, tisti, ki vodi iskalno akcijo, pove iskalno področje, ki bo, ponavadi se išče v strelcih ali v sektorjih, da se neko področje začrta, se preišče, pes pa ves čas dela. Za reševalnimi psi, ki pomagajo iskati pogrešane osebe, je dolg program šolanja, ki obsega iskanje, premagovanje ovir in poslušnost. Reagira na vonj osebe, to se pravi je navajen, da če je cela množica ljudi v gozdu, ne bo do vsakega šel pa vsakega nakazal, če pa bo naletel na vonj enega človeka, ga bo pa šel nakazati. Poleg reševalnih pa imajo veliko pozitivnih vplivov na otroke in odrasle tudi terapevtski psi, ki bi jih z veseljem sprejeli tudi v društvu. To za otroke zelo zanimivo, sploh za živali, tako da bomo videli, kakšen bo odziv in če bo pozitivno vplivalo na to, se bomo dogovorili potem za sodelovanje naprej še preko terapij.